Lepo pozdravljeni navijači rallyja in ljubitelji športa. Končno se po premoru, dolgem kar 257 dni oziroma dobrih 8 mesecev, spet vrača dirkaška akcija v Sloveniji. Rally Velenje je po nepredvidljivi situaciji zaradi koronavirusa prvi rally na sporedu za državno prvenstvo namesto rallija Vipavske doline, ki pa je na sporedu konec avgusta. Tukaj za mano v servisni coni, kamor novinarji nimamo vstopa, so prisotni številni ukrepi, ki omogočajo varno izvedbo dirke. Socialno distanciranje, maske in verjetno največji izmed njih omejeno število ljudi v ekipi. Kljub temu na štartni listi najdemo kar 63 posadk, od tega 9 R5 dirkalnikov, med njimi pa seveda tudi aktualni trikratni državni prvak Rok Turk, ki bo letos skušal postati prvi, ki bi mu to uspelo 4-krat zapored. Malo drugače pa je v divizijah, kjer Rok Jerkič in Tim Novak, prvaka divizij 1 in 2, ne bosta branila naslovov. Sezona 2020 se je neuradno začela en mesec nazaj z OPV Rally dnevom v Lučinah, kjer je veliko dirkačev preizkusilo svoje dirkalnike, nekateri celo nove, in seveda malo obnovili svoje vozniške sposobnosti. OPV-ov test je bil najbolj številčen, a seveda ne edini. Nekaj dirkačev se je odločilo za privatno testiranje. No, zdaj pa nazaj v Velenje, natančneje na letališče Šoštanj. K sreči smo imeli priložnost stojiti prve izjave pred začetkom dirke. 3-2-1 zdaj, nahajamo se v Velenju, štart se bo začel za slabe pol urce. Mi smo pripravljeni in komaj smo dočekali to dirko, tako da mislim, da tek zadnje pol ure bo še napete, potem se bo pa začelo zares. Živijo, evo, končno se vidimo po 9 mesecih. Bil je že čas, vse pohvale organizatorji, da šel v teh težkih časih organizirati. Ko nam kljubuje ta koronavirus, mi smo pripravljeni, po mojem, vsi smo toliko nestrpni, da samo čakamo, da se začne. Brzinca sta lepa, en je poznan, en je nov. Vreme nam je naklonjeno, je lepo. Kavo popoldne bomo videli, ampak to je čar relja, tako da pridite navijati. Vsi smo že nestrpno čakali na začetek prvega brzinca. To smo lahko videli tudi v Skornem, kjer se je na zelo znanem ovinku zbrala velika množica ljudi. Happy Skorno je bila ena izmed samo 2 različnih preizkušenj, skupaj spremenjeno Happy Zavodnje. Na vrsti sta bili 3-krat, tako da je bil rally dolg slabih 78 km s 6 brzinci. Ob 10:24 je na cesto zapeljal prvi dirkač v letošnji sezoni. Turk je seveda nadaljeval v stilu lanske sezone in Happy zmagal za 5 sekund pred Hadikom. Aljoša Novak se je dobro odrezal na prvi asfaltni preizkušnji s tem avtom in bil nedaleč zadaj za vodilnima. Nato pa je sledil velik zaostanek do Grossija v R2 dirkalniku. Ja, vodilni v diviziji 2 je pristal pred številnimi dirkalniki razreda R5. Smo pa na tem brzincu ujeli odstop Bojana in Aljoše Makaroviča v MG-ju ter težave Roberta Kresnika in Tadeja Zaljuberška v Jugu, ki pa so jih s pomočjo številnih navijačev rešili. Na drugem brzincu se skoraj nič ni spremenilo. Turk in Kacinova sta pridobila še 2 sekundi. Tesno je izgledalo v boju za stopničke v državnem prvenstvu med Grossijem, Pelhanom in Zrinskim. Še tesneje je izgledalo v diviziji 1, kjer je 3 vodilne, Bratoža, Mraka in Kačiča, ločila manj kot sekunda. To bo še napet boj. V diviziji 2 je bil Grossi v varni prednosti, v tretji pa je Bernik sledil Županšiču z dobrimi 5 sekundami zaostanka. Po prvem krogu je odstopilo 7 posadk. Dirkači so se vrnili v servisno cono za prve spremembe. Tudi tokrat smo dobili par dirkačev pred naše kamere, tako da prisluhnimo prvim vtisom po prvih kilometrih. Prvi krog je bil super, nekako tako, kot sva si zamislila, so voznikov pričakovala, sva nekje, da bova na tempu vsaj približen zraven, ne stik z najhitrejšimi je težko držati, malo je težava hitrostnih preizkušenj, ne poznam najbolj tudi avta na asfaltu, nisem še zares tekmovalno vozil in pomanjkanje kilometrov in pa poznavanja je evidentno, ampak z danimi razmerami je pa to super, jaz sem super zadovoljen. Kaj pa dož, suha steza, kaj bi rajš? Težko vprašanje, drsi tudi po suhem. Drugi krog definitivno bo po suhem, kaj bo pa v tretjem, je pa loterija, nagradno vprašanje, na katerega nimam odgovora. V bistvu mi je vse en, če bo suho, naj ostane suho, če bo pa mislil biti dež, naj se pa opere tako kot more in bomo dali dežne gume in smo rešeni. Ja, občutki so super, pač po dolgih letih nam je uspelo tudi nam,
nekako pripraviti se pred sezono odlično, pripravili smo avto, gume, vse kot treba in evo, rezultat je tu, z mirno glavo smo prišli na dirko. Pač nič ne bom govoril, dirka še ni konec, dirka je dolga, ampak imam skoraj pol minute prednosti, nekaj manj, tako da bom probal še prve 2 hitrostne preizkušnje izkoristiti priliko, mogoče suhe podlage. Popoldne pa bomo videli, če bo dež, bomo probali stati mirne glave in se odpeljati skozi reli. Skoraj vsakogar je zanimalo, kdaj bi prišel tisti napovedani dež. Ozračje res ni izgledalo obetavno, a v drugem krogu to še ni bilo nekaj, s čimer bi se morali obremenjevati. 15:01 popoldne se je začel Happy Skorno 2. Hadik je tukaj celo zmagal, a še vedno bil za Turkom. Drugače je pa ta preizkušnja minila brez posebnosti, celo brez odstopov. Vse pa je počasi začelo zapletati. Jernej in Gregor Fakin, ki sta se s Peugeotom 208 R2 borila za stopničke v diviziji 2, sta doživela kar hudo nesrečo. K sreči se posadka ni poškodovala, kar pa ne moremo reči za dirkalnik. Odstopil pa je tudi vodilni v diviziji 3, Matjaž Zupančič s sovoznikom Enejem Ložnarjem. K sreči je bil požar hitro pogašen. S tem je vodilni postal Paolo Pasuti s staro Ford Sierra Cosworth. Na vrhu prve in druge divizije ni bilo sprememb. Še vedno sta Aljaž Bratoš in Marko Grossi držala tempo. A do konca je bil na vrsti še en krog. Bi znal biti še izjemno nepredvidljiv. Malo čez 3. popoldne je nastopil čas za zadnji prehod Brzinca Skorno. Obetal se je dober boj med Turkom in Hadikom, ampak neverjetno! Hyundai i20 aktualnih prvakov je zatajil in skupna zmaga je šla po zlu. Težave z menjalnikom so povzročile 34-sekundno izgubo na samo enem brzincu. Na tistem znanem ovinku sta probleme imela tudi Nikolaj in Günther Landa, ki sta takole prevrnila Forda Fiesto. Lahko bi celo prišlo do hujšega trčenja, ko je Grega premrl s dobrimi reakcijami, komaj da zgrešil stoječi dirkalnik. Tudi Primož Kačič in Aljaž Černigoj, druga v prvi diviziji, sta bila prisiljena odstopiti. Dežja ob štartu zadnje hitrostne preizkušnje še ni bilo, tako da sta Andras Hadik in Kristjan Kerteš z zmajev sreče slavila zmago. 40 sekund in 4 desetinke je na koncu znašala prednost pred drugo uvrščeno posadko Rok Turk Blanka Kacin, minuto in pol zadaj pa ob asfaltnem R5 debiju najdemo Aljoša Novaka in Jaka Cevca. A treba je še povedati polno zgodbo 6. HP-ja. Darko Peljhan je izgubil veliko časa zaradi tehničnih težav. In res mislim veliko časa, saj je v državnem prvenstvu ostal brez točk. Tekom brzinca pa je prišla težko pričakovana stvar. Dež, ki je še kako premešal štrene. A kljub temu nismo videli niti enega odstopa. Jih je pa bilo na celotni dirki kar 16. Rok Turk je kljub problemov zadržal vodstvo v državnem prvenstvu in tako dobil 25 točk. To nam je povedal ob koncu. Ja, reli je zaključen. Mogoče smo noce ne povre, da smo preboleli te zadnje 2 brzinca, ki nista šla po planu, ampak ne glede na vse skupaj so bili prejšnji brzinci pokazatelj, da forma ni padla, da se lahko peljemo spredaj. S Hadikom smo imeli lep boj. Žal je pred zadnjima 2 brzincama malo tehnika ponagajala. Nič drastičnih, ampak v neko po drugi strani pa tudi sreča, da so htela priti oziroma uspela priti do cilja. Ta trenutek lahko rečemo pomembnih 25 točk na našem računu. Jasno pa je bil plan zmagati to dirko, tako da mogoče ostaja malo grenak pri okus, ker začeli smo v takem tempu, da bi do tega cilja tudi prišli. Žal se ni šlo čisto po načrtih, ampak ja, tak je ta šport, nimamo kaj. 52,3 sekunde je znašala prednost pred Novakom, daleč zadaj, a še vseeno dovolj za stopničke in 15 točk, pa najdemo Aleša Zrinskega in Roka Vidmarja z novo Fiesto R5. Ko sem rekel, da je dež premešal štrene, se je to še najbolj poznalo v diviziji 1. Bojan in Nina Velkavrh sta namreč postavila daleč najboljši čas zadnji HP in rejli slavila za kar 3 minute in pol pred Bratožem. Še en Volkswagen Polo na 3. mestu, Jure Jereb in Boštjan Vidmar, 3 minute 52 zadaj. V drugi diviziji je potekal kar tesen boj med Simonom Mlinarjem in Markom Grossijem, a je bil boljši slednji. Konstantno sta skupaj z Davidom Kavčičem držala prednost pol minute, ki pa je na koncu malo padla na 19 sekund.
Jan Medved in Izidor Šavel z zaostankom minute in 11 sekund sta zaključila s Peugeotom napolnjene stopničke. Omenili bomo še divizijo 3, kjer je do zmage prišla italijanska posadka Paolo Passuti in Battista Campeš Giovanni 18,2 sekunde pred Mušičom in Bergantom v BMW-ju M3 ter 1 minuto 2 sekundi pred Bernikom in Hano Vihtelič v Renaultu Clio. Pa smo prišli do konca kratkega, a zelo zanimivega rallija. S tem pa tudi do konca naše reportaže. Tukaj se še moram zahvaliti AMTK Velenje, ki je ob teh drugačnih razmerah omogočila izvedbo dirke. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite like, lahko pa se naročite na naš YouTube kanal ali pa sledite Avtoportretu na Facebooku in Instagramu. Vabljeni pa tudi na našo spletno stran autoportret.si, kjer boste našli veliko novih objav strani avtomobilizma. Naslednji rally nas čaka 21. in 22. avgusta v Vipavski dolini. Držimo pesti, da bo do tega res prišlo. Do takrat pa ostanite zdravi. Nasvidenje.